Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz sem Magda Vremes Rebuzin, prihajam iz Goriške knjižnice Franceta Bevka in predstavila bom kompetenčno vsebino portala dobrknjige.si. Glavna urednica portala Joana Malec je danes službeno zadržana, zato bom predstavitev izvedla sama. Za začetek nekaj uvoda. Portal že vsi dobro poznamo, to je skupni projekt vseh splošnih knjižnic. Je portal, na katerem že več kot 10 let knjižničarji iz slovenskih splošnih knjižnic priporočamo v branje kakovostno literaturo. Ustanoviteljici in nosilki portala sta knjižnice v Kopru in Novi Gorici, vsebine pa prispevajo knjižničarji večine splošnih knjižnic in portal deluje v okviru območnosti. Temelji na principu neodvisnosti, avtorji suvereno izbirajo knjige, vzajemnosti, eno priporočilo lahko uporabljajo vse knjižnice in katerikoli uporabnik, kjerkoli in kadarkoli, in mozaika. Vsako posamezno priporočilo prispeva k celotni podobi portala. Portal dobrknjige.si je eden od portalov v skupnem virtualnem prostoru, ki nastajajo v slovenskih splošnih knjižnicah. To so portali Kamra, Dalib, Obrazi slovenskih pokrajin in knjižnice.si. Portal stoji na 4 stebrih. Prvi je seveda vsebinski, to so bralna priporočila v celoti, s tem je mišljeno samo bralno priporočilo, odlomek iz knjige in vsi spremni podatki. Potem so tu še citati, komentarji, kvizi in novice. Drugi steber je tehnično-programski, zanj ga skrbi podjetje Truket. To podjetje je bilo zelo dragoceno pri lanskoletni prenovi portala in skrbi pa tudi za odpravljanje tehničnih težav. Tretji steber je seveda finančni. V Sloveniji skrbi za obstoj in rast portala Državno Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, torej dobivamo državno sredstva iz naslova območnosti. In četrti steber je pa formalno-organizacijski, tudi ta je zasnovan na sodelovanju knjižnic, tako je že samo uredništvo sestavljeno iz 10 območnih urednikov, glavne urednice in njene pomočnice. Poleg tega pa imamo tudi nadzorni svet, v katerem tudi knjižnice sodelujejo. V svetu je namreč 5 direktorjev splošnih knjižnic, nacionalna koordinatorica območnosti in predstavnik Združenja splošnih knjižnic. Vodilni cilj portala je seveda uporabnik. Cilj je omogočiti uporabniku, da tudi samostojno najde pot do tiste prave knjige zase, torej tiste, ki ustreza njegovi trenutni bralni potrebi. Poleg tega pa bralca usmerimo tudi skozi raznolike ulice v čudovitem svetu knjig, v katerih bo morda naletel tudi na druge knjige, po katerih sicer ne bi posegel. Recimo knjiga na isto temo, iz iste zbirke, istega žanra. In omogočiti uporabniku portala, da svoje branje spremlja in da tudi od njega čim več odnese. Zato, ker bralčevo srečanje s knjigo se seveda ne konča s branjem, lahko se tudi nadaljuje in omogoča portal tudi to nadgradnjo samega branja. Na kratko, omogočiti bralcu, da je v branju zadovoljen in ga podpirati pri razvoju bralnih spretnosti in navad. Portal je seveda tudi del širše skupnosti. Skozi desetletje delovanja je portal dozorel v enega od pomembnih virov za spodbujanje bralne kulture. Je dobro zasidran v slovenskem knjižnem prostoru. Tu sobivamo številnimi drugimi ustvarjalci, ki se s knjigami ukvarjajo profesionalno, in z drugimi organizacijami, skupinami in posamezniki, ki na različne načine negujejo in delijo ljubezen do knjig in branja. Trenutno, v prvi polovici marca, je na portalu več kot 5820 bralnih priporočil, več kot 420 citatov, več kot 7700 prijavljenih uporabnikov in od tega več kot 330 knjižničarjev, med katerimi je bilo v letu 2024 pri prispevanju bralnih priporočil aktivnih nekaj manj kot 100. S portalom kot prijavljeni uporabniki sodelujejo tudi nekateri založniki in kritiki. Seveda so življenjska moč portala knjižničarji v najširšem pomenu te besede. Kako lahko knjižničarji sodelujemo s portalom? Tako na grobo lahko oblikujemo 3 načine sodelovanja. Na delovanje portala in njegov strokovni ugled neposredno ali posredno lahko vplivamo na več načinov. Kot aktivni ustvarjalci portala, torej vnašalci, v strokovni terminologiji se je uveljavil pojem vnašalci,
Prispevamo vsebine na portal po sistemu, ki zagotavlja tudi delovanje iskalnih filtrov. S portalom lahko sodelujemo kot informatorji. Uporabljamo portal pri svojem delu, v referenčnem dialogu, pri pripravi tematskih izborov gradiva, priprava razstav in sorodnih aktivnostih. Lahko sodelujemo tudi kot informatorji, tako da nudimo informacije o portalu uporabnikom. Zdaj si bomo pogledali počasi vsakega od teh segmentov. Vnašalci prinašamo temeljne vsebine z zapisom o knjigi. V zapisu o knjigi ni samo bralno priporočilo, ampak odlomek, pač pa so tu tudi podatki za delovanje iskalnih filtrov. To so vse informacije, ki lahko tudi vplivajo na bralčev izbor knjige, na kakšni kaži poti na poti med bralcem in knjigo. Tako vnašalec recimo vnese naslovnico knjige, ki tudi lahko vpliva na izbor, potem lahko tudi oceni knjigo, povejo knjigi, katerem žanru je, kateri narodnosti pripada. Tu so številni bibliografski podatki, recimo na kateri tudi zberemo avtorje glede na to, kdo je napisal spremno besedo, pa kdo je prevedel, zato tudi ti podatki niso zanemarljivi. Potem s ključnimi besedami že nakažemo bralcu temeljne poudarke vsebine. Pomemben je tudi obseg in informativen čas branja, poudarjam, to je zgolj informativen, o tem je tudi na portalu pojasnilo. Potem, če je knjiga dobila nagrado, to tudi povemo. Tudi, če je knjiga del serije in katera številka v seriji je knjiga. Potem vnašalci podamo tudi svoje bralne doživetja, tu so tudi zunanje povezave in še nekateri drugi podatki, recimo starost literarnih oseb, ali kaj je v knjigi izpostavljeno, ali so izpostavljene literarne osebe, zgodba, prizorišče, torej kraj in čas dogajanja, ali jezik in druge oblikovne in vsebinske značilnosti literarnega dela, pa še nekaj dodatnih filtrov. Ali je knjiga v čem prijazna, ali obstaja njena zvočna verzija in ali obstaja tudi elektronska verzija. Tako da vidimo, da že samo vnašalec z vnosom, z izdelavo informativnega zapisa o knjigi, poda bralcu kar nekaj podatkov o knjigi. Kljub temu, da so ti podatki, večina teh podatkov tudi obveznih in jih torej vsebuje vsak opis o knjigi. Imamo pa vnašalci še dodatne možnosti, da knjigo približamo bralcu. Imamo še 3 dodatne kažipote v knjige. To so citati, bralna vodila in tematske knjižne police. Bralca lahko k branju privabijo tudi citati iz knjige. Zato si lahko že med branjem knjige za pripravo bralnega priporočila mimogrede zabeležimo tudi zanimive misli iz knjige, ki jih objavimo v zbirki citatov na portalu. Mnogi smo to počeli že v analognih časih, tako da mogoče imamo tudi doma kakšne zapiske citatov iz knjig in to lahko zdaj seveda prenesemo na portal, seveda samo za tiste knjige, ki so na portalu predstavljene. Trenutno je v zbirki približno 420 citatov. Te citate lahko filtriramo, recimo po avtorju, po knjigi, po žanru ali narodnosti. Lahko jih tudi sortiramo po najbolj priljubljenih oziroma zadnje dodanih. Lahko pa si tudi ustvarimo svojo lastno zbirko citatov. Že programsko je možnost, da izberemo citate, ki smo jih sami dodali, imamo pa tudi možnost shranjevanja citatov in sam citat spravimo s pritiskom, s klikom na tale znak. Zbirka citatov nam seveda lahko pomaga tudi pri pripravi objav na družabnih omrežjih portala ali knjižnic in seveda tudi v privatnem življenju pri recimo raznih voščilih, čestitkah in drugih priložnostih. Potem so tu bralna vodila. Bralna vodila lahko dodamo katerikoli knjigi na portalu, ne samo tistim knjigam, ki smo jih vnesli mi. Dodajamo jih javno pri vidnem zapisu o knjigi. To je poseben zavihek, tukaj je zgoraj bi bila predstavitev, to je podatke o knjigi, odlomek iz knjige, potem so citati, kritike in tu so bralna vodila. To je tako zelo preprosto orodje. Pritisnemo samo to gumbek dodaj, odprl se nam bo preprost kvadrat, polje za vnos želene vsebine. Lahko smo bolj dolgi, lahko smo manj dolgi in enostavno to potrdimo in pri knjigi, ki smo jo izbrali, je potem to bralno vodilo objavljeno. Ta bralna vodila so seveda vsa podpisana, avtorizirana. Ob številnih dejavnostih v knjižnicah se zelo posvetimo posameznim knjigam.
recimo ob srečanjih z avtorji, bralnih skupinah, priložnostnih razstavah, nastaja dragocen material, ki pa je namenjen neki ožji skupini uporabnikov in ponavadi ta dragocen material obleži v predalu moderatorja bralne skupine, kar je škoda. Z objavo na portalu pride do digitalizacije in delitve s skupnostjo. Obstaja tudi poseben iskalni filter za te knjige, to bomo pogledali pozneje. Bralec se lahko na ta način preko bralnih vodil samostojno poglobi v knjigo, najde neke alternativne poti do boljšega razumevanja knjige ali pa do drugačnega razumevanja knjige in dobi tudi svoje stočnice za razmislek. Ker naš cilj je, kot smo rekli, tudi to, da se srečanje bralca s knjigo ne konča, ko zapre knjigo, pač pa, da je tu tudi neka nadgradnja, ki nam pomaga kot bralcem, da si prebrano boljše zapomnimo, da je naša bralna izkušnja poglobljena in bolj kvalitetna. Potem so tu še tematske knjižne police, tudi v Našalci imamo še to, tretjo možnost. Tako bralcem lahko ponudimo ožji izbor knjig. Tematske knjižne police so javno dostopne na vstopni strani, tudi brez prijave uporabnika. Na tematske police lahko vrstimo samo tiste knjige, ki so že predstavljene na portalu. Iz kratke predstavitve police je razviden kriterij za izbor knjig. In police seveda lahko sproti dopolnjujemo s knjigami, ki se na portalu unesene potem, ko smo polico ustvarili. Tako da se na polico vračamo se tudi v same zapise, recimo, ko ažuriramo podatke, ko knjiga dobi nagrado ali pa ko je več literarnih kritik, dodamo zunanje povezave in to je tudi en tak segment, v katerega se lahko vračamo, namreč police lahko dopolnjujemo. To je vse, kar lahko v Našalci naredimo za uporabnika, se pravi samo bralno priporočilo in še te dodatne možnosti. Potem so tu informatorji. Informatorji lahko portal uporabljajo kot delovno orodje. Zdaj bomo pogledali konkretno na portalu, kako to izgleda. No, zdaj, če pogledamo konkretno to na portalu, bo potrebno verjetno še zapreti projekcijo. Tako. No, če si pogledamo to konkretno na portalu, kako izgleda, vidimo, da imamo tu ob tej levi strani številne filtre, recimo žanri, narodnost, ocena, nagrade in leto izida, število strani, zahtevnost in številne druge. To so v bistvu zrcalna slika vseh tistih kategorij, ki jih je vnesel Našalec. Vsi tisti podatki, ki smo jih prej videli na schematičnem prikazu, omogočajo delovanje vseh teh filtrov. Do nekaterih filtrov imamo tudi krajšance, tukaj pri spustnem seznamu, recimo, da želimo iskati knjigo neke države. Odpremo tale globus. In se nam tukaj že ta filter deluje tudi iz tistega okolja, se nam tu odprejo zadetki, potem se lahko omejimo, recimo, da hočemo zbrati z nekim dodatnim filtrom in še recimo knjige, ki niso daljše od približno 220 strani. Ti filtri se združujejo, tu vedno lahko pogledamo, katere filtre smo uporabili in lahko jih tudi odstranimo. Med temi filtri bi opozorila samo na najbolj zanimive. Recimo, en tak zanimiv filter je možnost iskanja po barvi naslovnice. Recimo, dobimo. Zato navidezno v Našalci ne poskrbimo nič. Je pa v bistvu kombinacija programskega iskanja in dela v Našalcev, ker v Našalci k temu tudi prispevamo s tem, ko vnesemo samo naslovnico knjige.
Sicer pa to potem samo uredi program, se s tem ne ukvarjamo. No, en tak zanimiv filter za bolj strokovne bralce je recimo tudi možnost, zdaj bomo odstranili te barve, da bomo imeli več zadetkov. Tako. Je možnost prikaza knjig s kritikami, za bolj zahtevne bralce recimo. In drugo tako zanimivo dodatni filter so ta bralna vodila, ki sem jih prej omenila. Trenutno ima bralna vodila samo 11 knjig, kot vidimo. Zaželeno je, da bi tega bilo v prihodnosti čim več. Torej, informatorji lahko uporabljamo portal kot delovno orodje, tako da iščemo in filtriramo. Imamo pa tudi možnost rabe tematskih knjižnih polic, ki smo jih videli prej. Recimo med temi so lahko take priložnostne, recimo zdaj ob 8. marcu bi bila aktualna tale življenja žensk, so pa tudi filmi, ki so tudi knjižne police, ki so aktualne vse leto, recimo knjige, po katerih so bili posneti filmi. Informatorji tudi nudimo informacije o portalu uporabnikom. In za današnjo predstavitev se bom ustavila samo pri dveh najbolj pogostih vprašanjih, ki jih uporabniki zastavljajo. To je vprašanje, zakaj se sploh prijavim na portal in kaj pomenijo znaki v vogalu desno zgoraj. Prijave na osebni profil nudijo številne dodatne možnosti. Ena takih zanimivih dodatnih možnosti je recimo nastavitev zasebnosti. Uporabnik ima po prijavi možnost, da je njegov profil tudi ni viden, ima 3 možnosti izbire, kdo lahko vidi moje bralne police, vsi samo moji sledilci ali jaz, samo jaz, tako da je lahko zagotovljena tudi neka zasebnost uporabnika in tako seveda velja za vse kategorije. Potem ima uporabnik možnost komentiranja. To je čisto preprosto. Enostavno, ko smo prijavljeni pri opisu knjige, to spodaj je polje za komentar, samo pišemo komentar in stisnemo gumb objavi. Potem zelo taka zanimiva je tale možnost ocenjevanja zvezdicami, ker neprijavljeni uporabniki se recimo, sem že doživela, da se pritožujejo nad oceno. Vemo, da vsako ocenjevanje, vsaka bralna doživetja so zelo take subjektivne kategorije in da prihaja pri dojemanju posamezne knjige do razlik. In zdaj, kako imajo možnosti uporabniki spremeniti to oceno, s katero se ne strinjajo, tako da se prijavijo in potem lahko sami ocenjujejo in s tem vplivajo na prikaz splošne ocene pri knjigi. Potem ima prijavljen uporabnik možnost dodajanja citatov. Pri tej knjigi vidimo, da citatov še ni, enostavno pritisnejo na gumb dodaj, vpišejo citat, stran v knjigi. Stran v knjigi ni obvezen element in se potem, to smo pustili, da ni obvezen element, prav zaradi tega, da bi lahko ljudje prepisovali citate iz obdobja pred portalom in bi jih objavljali in enostavno stisnejo dodaj in vse se bo otvorilo potem avtomatsko samo. Sicer pa lahko do citatov dostopamo potem tukaj preko skupnosti, citati. Vidite, imamo tukaj že, zdaj jih je 434 vseh citatov. Potem ima uporabnik tudi možnost, če je prijavljen, sledenja. Sledimo lahko neki knjigi. Recimo zdaj, če bi mene ta knjiga zelo zanimala, bi stisnila tukaj gumb sledi in bi sistem zaznal, da mene ta knjiga zanima in bi mi sporočal vse dogodke v zvezi s to knjigo. Vse transakcije na portalu v zvezi s to knjigo. Isto velja za žanre, recimo, da jaz želim slediti detektivskemu žanru in stisnem tale gumb sledi in me bo potem portal obvestil o vseh dogajanjih, novostih, ki v zvezi z žanrom detektivski roman. Potem so tu bralna doživetja. Prijavljen uporabnik lahko tudi vpliva na bralna doživetja, to je še ena takih subjektivnih kategorij. In če jih želimo spremeniti, enostavno stisnemo tukaj gumb podajte vaša bralna doživetja in povemo, kako se je nam knjiga zdela in se bo potem pod knjigo prikazovala povprečna vrednost vseh ocen.
Seveda je portal namenjen tudi ustvarjanju osebnega bralnega seznama, bralnega dnevnika. Na bralni seznam lahko knjigo uvrstimo, če smo prijavljeni neposredno zapisa knjige, recimo, da dam to na seznam želim prebrati in se mi bo uvrstilo avtomatsko na bralni seznam. Tu imamo polico moje knjige in imamo možnost, da dodajamo na ta bralni seznam vse knjige praktično, da imamo na enem mestu zbrane vse knjige, ki jih beremo, tako knjige, ki so šle v Sloveniji, knjige, ki so na portalu, knjige, ki jih ni na portalu in tudi tuje knjige. Recimo, če si pogledamo, dodaj knjige, Cobiss ID, vnesemo na Cobiss ID in napišemo nadaljuj. Recimo, jaz imam to izpisan že en primer, sicer lahko Cobiss ID pač prepišemo, tukaj so tudi neka kratka navodila za uporabnike, ki seveda niso vsi knjižničari, niso tako domači s tem, kaj Cobiss ID sploh je. In enostavno stisnemo nadaljuj. No, ta knjiga je že dodana na mojem profilu, če ne bi bila dodana, bi jo pač normalno dodal program. Imamo pa še drugo možnost, vnašanje tujih knjig, to zgleda pa tako, da tukaj napišemo nadaljuj brez Cobiss ID-ja, napišemo avtorja, zdaj se bom kar nekaj izmislila. Tako, potem avtor. Leto izdaje že ni več obvezen podatek, lahko vseeno opišem, če želim za svoje pač evidence in število strani približno in enostavno dodam. In se bo zdaj ta knjiga dodala na moj osebni seznam. In recimo, da je to trenutno berem. Zdaj tu imamo še dve kategoriji, ki sta tudi zanimivi, recimo časovnik. Medtem, ko berem, lahko jaz sprožim ta časovnik, to mogoče bolj izkušeni bralci tega niti ne več uporabljajo, to je bolj mišljeno za sledenje, za privzgajanje in sledenje svojim bralnim navadam, imamo tudi časovne statistike, tako da lahko vidimo, koliko časa mi dejansko branju posvetimo. In potem imamo tudi še možnost, to napišemo, na kateri strani smo. Imamo tudi možnost nekih krajših zapiskov, ki ostanejo strogo privatni, recimo tako se lahko dodamo nek zapisek, svoj privaten. In potem imamo na portalu tudi kot prijavljeni uporabniki možnost reševanja kvizov, to je bolj mišljeno tako za sprostitev med branjem, recimo tu imamo kar nekaj kvizov, katero knjigo v šahu izbrati, kateri izmed nominiranih romanov za nagrado Kresnik je kot nalaž za vas in podobne. Tako, če se vrnemo zdaj na projekcijo. Lahko se ogledamo še, kaj pomenijo znaki v vogalu desno zgoraj, ki so tukaj, mogoče ste že opazili te znakce. Plamen pomeni prisotnost na portalu z uporabo časovnika. Tele čebelice so točke za prebrane knjige ali dodan citat. Tole malo okence, če kliknemo, to je bolj uporabno na telefonih, dobimo tak čitalec bralne kode, ki ga usmerimo na črtno kodo v knjigi in se nam odpre opis na portalu Dobre knjige si. To je recimo koristno tudi kot delovno orodje, če smo med policami in nismo prav pri terminalu, lahko kar s telefonom odčitamo zadnje črtno kodo in se nam bo odprl zapis, s katerim lahko damo neke osnovne informacije o knjigi uporabniku. Potem je tu še tale lupa. Ta nam omogoča iskanje po več kategorijah hkrati. Tukaj, če vzamemo tak pojem, na katerega je vedno veliko zadetkov, lahko vidimo, da nam da rezultate po iskanju po knjigah, avtorjih, citatih, kvizih in osebah. In potem je tu še zvonček, ki nas obvešča o kategorijah, ki jim sledimo. Tako, recimo, to je primer takega obvestila. Na portalu je bila objavljena nova knjiga Happy Endi v žanru problemski roman in tudi druga knjiga v žanru problemski roman.
Zdaj, s takimi portali, ki so namenjeni širokemu krogu uporabnikov, že prej sem v uvodu omenila, da imamo več kot 7700 prijavljenih uporabnikov, je seveda čisto samoumevno, da vsi uporabniki ne uporabljajo vsega. Vsak uporabnik si pač izbere tisto, kar mu na portalu ustreza. Za zaključek bi rada citirala misel Petra Kolška, ki pravi, literarno kritiko so do neke mere zamenjale kratke informativne predstavitve, bralci se zdaj orientirajo po svojem kulturnem instinktu. Pri tem jim strokovno pomagajo knjižnice, ki imajo zmeraj večjo vlogo. To je bilo objavljeno najprej leta 2009, ponetis 2024. Del te strokovne podpore bralcem je tudi portal Dobre knjige Si. Pri portalu lahko sodelujemo vsi knjižničarji, kot vnašalci, z uporabo portala pri svojem delu in ob širjenju informacij o portalu med uporabniki. In tudi za portal dobreknjige.si velja kot za vse druge portale, več kot bomo mi dali portalu, več bo tudi portal dal nam in našim uporabnikom. Hvala za pozornost.